solidarnost si bova razdelili. Mogoče kakšen plakat, različna dva. Hvala, jaz se bom zaenkrat s tem ne ponašala. Vam lahko razdelim? Lahko. Tele prospekte. Zvolite, pa še so na roko. Evo, da nas bo videli. Vtis, da si premalo naredil. To da sem vse počne, to da sem pa prav. In da nisem sam sebi namenil. To je najmanj, najmanj. Delamo malo, da zaznamo. Kaj bi pomembno za vaše področje pomenilo več sredstev? Ki imajo prav cela sredstva. Ampak ne prizorovki, pa kateri so danes da bodo Sem je malo, zdaj, ko smo pri izdircu, pred 3 človek. Je pa že drug mesec in ne gredo tako. Spoštovane kolegice, dragi kolegi, hvala, da ste prišli. Zadnja statistika kaže, da se nas je združila velika večina inštitutov in 4 slovenske univerze. Ljubljanska, Mariborska, Koprska in Novogoriška. Da nas podpira Moderna galerija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in vrsta muzejev. Zakaj? Zato, ker se vsi skupaj zavedamo, da so zadnje 3 vlade močno pretiravale pri krčanju sredstev za naše delo. Pristojno ministrstvo in agencija pa bili praviloma nedovzetna za naše predloge in kritike. Tudi zato se mi zdi prav, da vsi skupaj tukaj in tudi drugi, ki nas spremljajo po Facebooku, zahtevam, ki jih je organizacijski odbor tega shoda pred 13 dnevi poslal Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru, Državnemu svetu, da tem zahtevam priključimo še 4. in sicer, da vlada v najkrajšem času imenuje obvladljivo število kompetentnih in avtonomnih sogovornikov, s katerimi se bomo lahko v najkrajšem času dogovorili za nujne modifikacije zakonodaje, obsege financiranja in modalitete načina izbire projektov in programov. Skratka, od vlade pričakujemo, da začne izpolnjevati odločitve Državnega zbora in udejanjati resolucijo o raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020. Predvsem pa bi od vlade, v kateri sedi polovica doktorjev in magistrov znanosti, pričakovali,
da se začne zavedati tisočletnega pomena znanosti. Za osvežitev spomina na ta pomen smo ji danes zjutraj na spletno stran naložili nekaj misli filozofov, znanstvenikov in drugih razsvetljencev, misli, ki nam jih je pomagal zbrati eden naših doktorantov, ta hip prekerc brez službe. Izbor za danes pa je naredil Branko Šturbej, igralec in profesor na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizija. Torej, Louis Pierre Altissier pravi v filozofiji in spontani filozofiji znanstvenikov: v naši naivnosti smo mislili, da so filozofi tisti, ki producirajo filozofijo. V tej krizni situaciji pa smo odkrili, da so prav znanstveniki tisti, ki se lotevajo fabricirati filozofijo. Torej je v slehernem znanstveniku filozof, ki spi ali dremlje, a se lahko ob prvi priložnosti prebudi. Hannah Arendt pravi v Vita Activa: kajti znanost je samo uresničila tisto, o čemer so ljudje sanjali, in je samo potrdila, da sanjam ni treba ostati fantazija. Nadalje pravi: mišljenje je možno in gotovo tudi dejansko obstaja povsod, kjer ljudje živijo v pogojih politične svobode. Vendar samo tam. Gaston Bachelard pravi v bistveni kompleksnosti znanstvene filozofije: vsaka znanstvena dejavnost, ne glede na njeno izhodišče, lahko polno prepriča samo, če zapusti osnovno območje. Če eksperimentira, mora sklepati, če sklepa, mora eksperimentirati. Nadalje. Znano sploh zato, ker je znano, ni spoznano. Leibniz pravi kaj je ideja. Predvsem pa z imenom ideja razumevam nekaj, kar je v našem duhu. Sledovi torej, vtisnjeni v možganih, niso ideje, kajti po mojem je gotovo, da je duh nekaj drugega, kot so možgani ali kak subtilnejši del možganske substance. Znanstveniki vseh dežela, združite se. Hvala. Torej, spredaj se bo postavil transparent, ki ga bomo tudi pustili na Trgu Republike, torej počasi se postavimo in gremo po Cankarjevi proti Slovenski. Še enkrat hvala in upam, da bomo zdržali vsi do Novega trga. To je za vas po svoje dobro. Zdaj, če rabaš kurlo. To ne vem, je bilo ali ni bilo. Potem pa... na televizijo. Steel, struk.
Spal sem 4 ure, pa sem prišel. Ja, točno. Čist brez. Če mi je pa list poslal, ne vem, zakaj so mi to. Potem tu držano upadlo. Vsi boš šli na A boš ti? Ja, ne povem. Vi se to ne to ne gre tako. Postavna fanta. Ja, Ampak ja, ta knjiga propustila. Ja, stari, res s tekstom počnemo. Tam gre naslov. Naslov. Gre tja. Tja gre tja. Okej, pa se ne dosežemo. Tanja, kater gre sem? Prvega. Unkama naslov na strani. Naslovni je ta. Ja, veš, gre pa tako. Kaj pa ti šrafe? Sol for lukenca. Ali zanimivo. Odhajamo! Gremo, kar se bo prišli za nas. Monika nas najbolj zebe. Moče so tega Kitajci reciklirali. Ti veš, kaj mene so že podrijali.
je že malo bolj. Vseeno, to se ti ful, 100 evrov več. Treba tudi moja misel. Ja, Iz razloga današnjih razmer. to bi moglo, ja. Znanost zažiga. Ja. Dela. Dobar dan, pozdravljeni v Atriju ZRC. Lepo je videti, da je tako poln in da ljudje povisevajo tudi zgornjih nadstropij. Lepo, ampak obenem žalostno, ker je priložnost, kakršna je. Atrij ZRC je zadnja postaja shoda za znanost in mislim, da si še pred 20 leti ni bilo mogoče misliti, da se bo zgodilo nekaj takega, kar se je zgodilo danes. In to, da se je tega shoda udeležilo tako veliko znanstvenikov, raziskovalcev in raziskovalk, ki so samo tako lahko upozorili na nevzdržne razmere, v katerih deluje slovenska znanost. Kar zadeva število udeležencev, kar se tiče nas oziroma organizatorjev, mislim, da lahko shod razglasimo za končan in tudi za uspešen. Po mojem, da število 1000 ni tako pretiravanje, novinarji pa se boste morali za točnejše številke obrniti na pristojne organe, ki ljudi štejejo. Kar se tiče ustanov, ki so pristopile, imam natančnejše podatke, zdaj jih je točno 26, so pa tudi navedene na spletni strani shoda za znanost. In novinarji ste danes v zadnjem sporočilu za javnost tudi prejeli ta dokument, ki v živo zgleda precej zajeten, svežen, gre pa za največje dosežke slovenske znanosti v zadnjih nekaj letih. Zdaj so pa tukaj z menoj, kot obljubljeno, predstavniki 3 generacij slovenske znanosti. In sicer bom najprej k besedi povabila doktorja Gregorja Majdiča, profesorja doktorja Gregorja Majdiča z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Zastavila bom vprašanje, ki ga bom potem zastavila tudi ostalima 2. In sicer zakaj? Kaj je vas osebno prignalo oziroma prevesilo tehnito, da ste se odločili stopiti na cesto, tako rekoč dobesedno? Znanost spremlja človeštvo od samih začetkov civilizacije in nam je omogočila, da smo prišli sem, kjer smo danes. Če se ostanem pri svojem področju, področje biomedicine, danes živimo izjemno dolgo, veliko dlje in tudi bolj zdravo, kot so živeli naši predniki še pred nekaj desetletji, samo po zaslugi znanosti lahko rečemo. Iznajdbe, kot so antibiotiki, cepljenja, čeprav temu oporekajo, vendar znanost tukaj nima nobenih vprašanj, da je to izjemno uspešen ukrep, boljša prehrana in številni drugi ukrepi, ki jih je iznašla znanost, nam omogočili to, da živimo tako udobno in dobro, kot živimo danes. Znanost žal pogosto nima neposredno merljivih učinkov, a vendar so povezave med gospodarsko rastjo in vlaganji v razvoj v državah očitni. Pred zadnjih primerih, v zadnjih let lahko vidimo, kako uspešno napredujejo nekatere vzhodnoevropske države, ki smo si jih še pred nekaj leti na njih gledali nekoliko zviška v Sloveniji. Češka, Estonija sta 2 najbolj očitna primera, ki v zadnjih 5 do 10 letih zelo veliko vlagajo v znanost, veliko več kot Slovenija in imajo tudi mnogo višjo gospodarsko rast. V Sloveniji se že 10 let srečujemo z padcem financiranja znanosti, ki dosega kritično mejo. Dejansko danes, to lahko govorim iz osebne izkušnje, delamo na rezervi, če govorimo o avtomobilu, na tistih dejansko
tako majhne skupine, da na našem področju ne moramo več biti konkurenčni tujini. Vemo, da na področju biomedicine vse dobre objave, vse dobre iznajdbe zahtevajo delo večjih timov, 10-15 ljudi, če pogledamo dobre objave. Delo nekaj let v Sloveniji, žal to v večini ni več mogoče. Konkretno moja skupina šteje samo še 2 človeka in s tem ne moremo enostavno narediti nič kaj dobrega. Politiki nam pravijo, da ne pridobimo več EU sredstev. Žal, tudi to ni ustrezen recept, zato ker sama Evropska komisija jasno in glasno pove in večkrat poudarja, da so evropska sredstva samo nadgradnja za znanost. Osnova mora biti v državah članicah, ki morajo poskrbeti, da bodo njihove raziskovalne skupine konkurenčne in bodo potem lahko delovale. Evropska sredstva bodo omogočila še nadgradnjo tega uspešnega delovanja. Žal sem včeraj našel podatek, ki ga prej še nismo našli. Po podatkih Eurostata, tako da domnevam, da so to zanesljivi podatki, je Slovenija zadnja med vsemi državami Evropske unije, pa ne samo Evropske unije, po vlaganju odstotka BDP-ja, bruto domačega proizvoda za znanost. Pred nami so države kot Bolgarija, Romunija, Grčija s svojo fiskalno krizo, pa ne nazadnje tudi Srbija in Bosna in Hercegovina, ki so šle skozi težka obdobja vojne. Poleg tega, da je sredstev za znanost absolutno premalo, je problem tudi netransparentno razdeljevanje teh sredstev. Že leta se nekateri pogovarjamo z agencijo glede neustreznega ocenjevanja projektov, dogajajo se nam absurdi, da dobimo ocene, s katerih je več kot očitno razvidno, da ocenjevalec ni znal angleško, ocenjeval pa je angleški napisan projekt. Kako je to mogoče, žal nam ni jasno. Brez raziskav ne bo nadaljnega razvoja. Seveda se lahko Slovenija ima popolnoma legitimno pravico, da se naši politiki odločijo, da ne bomo vlagali več v razvoj. A potem nam to povejo, naj to povejo javnosti in se moramo zavedati, da to pomeni manjšo gospodarsko rast in manjše blagostanje prebivalstva, saj je razvoj, vlaganje v razvoj novih produktov za visoko dodano vrednostjo tisto, kar v današnjem hitro razvijajočem se svetu prinaša dodano vrednost in višjo gospodarsko rast. Tako samo še za konec primer iz mojega lastnega raziskovalnega dela. Pred leti smo ustanovili spin-out podjetje, ki uspešno deluje na nekaj trgih Evropske unije, v Avstriji, Nemčiji, ki se ukvarja z zdravljenjem z matičnimi celicami pri živalih. Bili smo v tistem času med prvimi na svetu, ki smo s tem začeli. Dejansko bi lahko z zmernimi vlaganji to nadaljevali, takrat smo to sfinancirali, takrat je bilo to še mogoče iz drugih projektov, ker zato dejansko ni bilo nobenega namenskega projekta. Danes, ker ni nobenega vlaganja, se bo verjetno zgodilo, da nas bodo drugi sledilci, ki so se pojavili za nami na tem področju, prehiteli, ker nimamo možnosti, da bi lahko vlagali v razvoj novih produktov na tem področju in na ta način bili med najuspešnejšimi podjetji na svetu. Toliko podobno, pa mislim, da je na veliko področjih v Sloveniji, veliko takih primerov bi lahko našteli in pač politiki bodo morali enkrat prisluhniti oziroma povedati jasno in glasno, kaj je vizija Slovenije, in da to ni vizija nek spis na nekaj straneh, za katerega damo $500 milijonov, ampak je vizija nekaj konkretnega, ki nam bo povedalo, kam bo šla naša država v prihodnjih letih. Hvala. Najlepša hvala za ta razmislek. Naslednja je na vrsti doktorica Jana Šimenc, raziskovalka z Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU. Kateri so tegobe, s katerimi se spoprijemajo predstavniki mlajše generacije slovenskih raziskovalcev? Jana. Ja, hvala za besedo. Najprej bi pa odgovorila na prvo vprašanje, zakaj sem sploh tukaj, zakaj sodelujem. Zato, ker mi je mar, ker mi ni vseeno, v kakšnih pogojih delamo, ker se zavzemam za transparentnost znanstvenega dela, za družbeno odgovorno delovanje, za neodvisnost znanosti, ki ni podrejena tržnemu ali političnemu razumevanju sveta. Ker nasprotujem nepotizmu in antiintelektualizmu in ker mora tudi znanstveno-raziskovalna sfera prevzeti del odgovornosti za situacije, v katerih delujemo. In današnjo manifestacijo razumem tudi kot priložnost za kritično refleksijo znotraj znanstveno-raziskovalne sfere. Tukaj sem pa tudi predvsem zato, da opozorim, v kakšnih pogojih delujemo raziskovalci na začetku in tudi kasneje raziskovalne kariere.
To pomeni nekje od 0 do 10 let po doktoratu. Zato, ker statistike in uspehi znanstveni ne kažejo dejansko realnih okoliščin, v katerih delujemo. Pogosto ostajamo tista skrita delovna sila na projektih, ki jih nosi, ki prevzame večino dela, delamo pa na mizernih plačilih za 10, 20, 30% zaposlitve, na kratkoročnih pogodbah v različnih oblikah dela in na različnih statusih. In del težav izhaja iz sistematsko nerešenega problema zaposlovanja mlajših in objektivno smo v deprivilegiranem položaju, saj na nek način v tem posušenem sistemu in shiranem, kjer kjer denar ostaja samo za plače starejših uveljavljenih raziskovalcev, pobiramo drobtinice. Inštitucije so prepuščene same sebi, kako rešujejo to sistemsko pomanjkljivost in tako univerze kot inštituti se znajdejo po svoje. Ne? In to je neviden problem, ki pogosto ostaja v ozadju. Zopet poudarjam, naše delo pa temelji predvsem na entuziazmu, na številu opravljenih neplačanih ur dela in na neki notranji motivaciji po raziskovalnem delu. Omenila bi, da projektno delo ne zagotavlja razvoja temeljne znanosti. Prevelika odvisnost od tržnih in drugih projektov znanstveno misel disciplinira, predvsem pa je problematično birokratsko usmerjanje našega dela. Več se ukvarjamo s prijavami projektov, kot pa z dejanskim raziskovalnim delom. S tem, da imajo birokrati nad nami moč in nam na nek način tudi usmerjajo delo. Financirajo se projekti, ki podpirajo trenutne družbene, politične ali tržne usmeritve sveta, ne dopušča ni prostora za kritično misel, ni dovolj prostora za dvom, ni dovolj prostora za poglobljen razmislek, ni dovolj prostora za napake ali ponovitve. Stalno moramo prikazovati uspehe in kdor je v raziskovalnem delu ve, da uspeh ni vedno zagotovljen, da je del raziskovalnega procesa soočanje z lastnimi napakami ali enostavno z neuspehom. Potem, kaj ne še omenim? Ja, jaz bi lahko danes pripravila celo predavanje, za to priložnost sem se posvetovala tudi s kolegi, tako da ne delim vam le lastne izkušnje. Tudi položaji raziskovalcev na univerzah se malce razlikujejo od položajev raziskovalcev na inštitutih. Vendar skupne točke so na nek način deprivilegirani položaj, v katerem smo, in objektivne razmere, ki nas blokirajo pri inovativni poti razvoja. Omenim naj še problematiko tematske razpršenosti. Večinoma sistem je tak, da privilegira starejše raziskovalce, ki imajo več možnosti za uspehe na razpisih, zato se od mlajših pričakuje večja fleksibilnost glede tematik in sprejemanja del, ki pač pridejo naproti. Posledično skačemo z projekta na projekt, s teme na temo. Raziskovalni rezultati so vse slabši. Še huje je pa to, da raziskovalec z bibliografijo, ki izkazuje poznavanje z različnih področij, ni konkurenčen na resnih razpisih. Se pravi, da na nek način imamo manj možnosti za razvoj samostojne poti in za uspehe na mednarodno konkurenčnih in tudi domačih projektih.
kot rečeno, lahko bi vam govorila še več ur, ampak še tretjo točko bi poudarila, da zaradi varčevalnih ukrepov je tudi vse manj oziroma nič denarja za mednarodno udejstvovanje. Nimamo možnosti za izobraževanje in udeležbe, nimamo možnosti. Posamezni primeri so, ampak v globalnem običajno gre ves denar za plače, ne ostane ga za udeležbe na konferencah in udejstvovanje v mednarodnih kontekstih, kar je pa ključno za okolje, kot je Slovenija, ki je izjemno majhna in krasijo taka intelektualna zatohlost, v kateri se res težko diha. In zato marsikdo stopi po zrak preko meje. Toliko, no? Hvala. Zdaj pa še dr. Dragan Mihajlović z Inštituta Jožef Stefan, ki tudi že dolga leta opozarja na to, kako je pogubno, če država hujša možgane. Hvala lepa. Mogoče najprej osebno, zakaj sem tukaj? Seveda dva razloga. En je svetovni shod, ki je bil povod oziroma nekako provokacija. Jaz mislim, da pač to razumem kot gibanje v prid preverjeni znanosti, ki je verodostojna in preverljiva, kot antidota nekakšni politiki čustev in izmišljenih dejstev, s katerimi se manipulira vse počez. To smo imeli že v preteklosti, v zgodovini večkrat in nikoli se ni dobro končalo. Tako da znanost je pač tisto, kar je antidota temu. Pa mogoče, če se zamislimo v tem kontekstu, kaj je sploh znanost. Znanost je postopek pridobivanja novih znanj na osnovi razumevanja. Znanje kot tako, temu lahko rečemo piflanje že celo, in najboljši pri pridobivanju znanja je Google, ne? Torej, brez razumevanja že računalniki izvrstno opravljajo svoje delo in tle moramo biti previdni, kajti prihodnost nas prehiteva, tehnološki napredek nas prehiteva in tisti, ki se ne bodo znali odzvati tem izzivom, bojo pač subservientni tem rečemo svetovnim trendom in tukaj pridemo do drugega razloga, zakaj sem tukaj, in to je neka dejanska frustracija zaradi nerazumevanja tokrat, mojega nerazumevanja, kako to, da naši vodilni politiki ne razumejo, da brez znanosti ni v Sloveniji prihodnosti. Tega ne razumem. Dejansko sem popolnoma frustriran, da tega ne razumem. In zdaj, mogoče je to že produkt tega, da nimamo znanosti, ne, dovolj. Torej, da že uresničujemo ta napovedani scenarij. Zdaj, jaz bi mogoče še nekaj besed zdaj na Slovenijo. O Sloveniji podatkih je vse jasno. Zadnji smo, predzadnji ali zadnji. Recimo, če bi bili to zadnji v nekaterem ezoteričnem športu, bi lahko rekli, prav, ni potrebno, da smo povsod dobri. Ne? Mogoče na nekih področjih pa res ni treba, da smo vodilni. Ne? Ampak to tukaj ni tako. Ne? Znanost povleče vse za seboj. To je semenski krompir, ki ga, kot kaže, recimo, to je spet nerazumevanje. Trenutno je gospodarska rast dobra, v principu bi lahko malo popravili stanje semenskega, tiste vreče s semenskim krompirjem. Ne, gremo še naprej to, še zmanjševati. Ne? Kako, zakaj? Ne razumemo, tega res ne razumem. Torej, nekako pride samo še do frustracija. Ne? No, zdaj, pri teh podatkih so še druga dejstva. Recimo, tehnološko agencijo smo ukinili, zdaj ni nič. Torej, tehnologije očitno ta država misli, da ne rabi. Morda mislijo, da bo za to poskrbela podjetja. Ja, v redu, ampak podjetja skrbijo zase, so pretežno že v lasti tujcev in
in kaj se zgodi, recimo, če bi eno večje podjetje kar naenkrat zaprlo vrata? Ne? Kaj bo Slovenija brez svojega lastnega znanja, ki ga podpira država, se pravi ljudstvo, ne? Mislim, v državnem interesu. Pa pojmo naprej. Število mladih raziskovalcev je padlo v 4 letih z 260, dolgoletno povprečje 265 približno, zdaj je na 160. Torej, drugim besedam, ukinili smo 100 delovnih mest. Čemu? In to na najvišjih možnih za mlade, za najboljše mlade. In kaj smo z njimi naredili? Ja, šli so, ne? Mislim, očitno. Namesto tega odpiramo neke tovarne z minimalno dodano vrednostjo v nekih, mislim, v lakirnice in podobne reči. Čudno, ne? Spet ne razumem. Ker ni, zdaj, jaz bi rekel, še ena stvar, 156 doktorjev znanosti je v obdobju 2008-2015 odšlo iz Slovenije, to je po uradnih podatkih Statističnega urada. Če to preračunamo, koliko je to vredno, mi smo vložili v njihovo izobrazbo približno 80 milijonov, to je pol proračuna ARRS letnega. In smo jih poslali ven, mislim, ne poslali ven, oni so šli, ker niso našli ustrezne zaposlitve oziroma dela, oziroma pogojev za delo v Sloveniji. Torej, zopet, a ni to neumno? Ne razumem. Torej, poleg tega je še cel kup diplomantov, se pravi ljudi z magisterijem, tega niti nisem uštel. Zdaj, vprašamo se, zakaj. No, mogoče se dajmo še to razmisliti, zakaj je tako, odkot izhajajo te zadeve. Prvi zmotni pojem po moje je, da je znanost strošek. Ne? To je striktno postavka v Excel tabeli, ki ima negativen predznak. Ne? In kot tako ga je treba zminimizirati konc. Ne? To je en tak dokaj administrativno jasen postopek in na ta način očitno smo do tega prišli. Po drugi strani pa vse analize, svetovne in tudi slovenske, kažejo, da se vlaganja v znanost zelo dobro obrestujejo. Naprimer, konkreten primer centra odličnosti, v katerega je bila domačega znanja 1,5 milijona vloženega, je na njemu pridobljeno 50 milijonov projektov. A je to slaba investicija? Ne vem. Mogoče je metodologija malce nenavadna ali vprašljiva, lahko to se da preveriti, seveda. Ampak tudi, če bi samo 2-krat toliko ven prišlo, je to dobra investicija. Ampak tega očitno nisem pri odločanju, ali bomo dali denar za znanost ali ne, tega nihče ne upošteva. Zakaj je potem tak robusten odpor vlade proti vlaganju v znanost? Tega še vedno ne znamo odgovarjati. Ne? Še posebej ne, kar je izpostavil Bourguignon, se pravi predsednik Evropskega raziskovalnega sklada v obisku v Ljubljani, da so vse druge proračunske postavke na tisti Excel tabeli pozitivne glede na leto 2011. Vse. Od policije, vojske, kako? Znanost je pa na -30. Torej, a je to mogoče, mislim, ne morem verjeti, da je to načrtno, ampak malomarno pa vseeno je. Hvala lepa. Hvala vsem še enkrat. Upati je, da bo množica knjig, ki ste jih pustili pred državnim zborom, vsaj poslanke in poslance, morda nekoliko prepričala, da znanost le ni samo strošek. Sicer pa hvala tudi vam za to, da ste prišli, za spremljanje in ne vem, verjetno je zdaj čas za prosti program oziroma za pogovore z novinarji 1 na 1, če ste še pripravljeni dati kakšno izjavo, če je še kakšen novinar tukaj. No? Hvala.